blagajne imajo že trenutno minus in to je pač po celem razvitem svetu, zaradi tega, ker to ni nobena zarota, ampak preprosto zaradi demografije. To je mogoče ključno. Ko ljudem po podjetjih povemo, kakšne so pokojnine, večinoma mi ne verjamejo, si mislijo, da pač si to izmišljujemo, zato da bi pač več ljudi varčevalo. V lanskem letu se je v bistvu rodilo 16,000 otrok, kar je najmanj v zadnjih 100 letih. Ljudje imajo skozi občutek, da nekaj zamujajo, denar je omejen, stroški življenjski rastejo, dogaja se bo skozi tega srednjega razreda, ki bo imel še manj, in bo pač predvsem kruto, težko je in vedno težje bo. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, vas vabim, da se naročite na podcast MoneyHow, da nas poslušate, spremljajte in pa seveda vas vabim tudi na enega izmed naših bootcampov, če se želite bodisi naučiti upravljati denar ali pa če želite osvežiti znanje. Vse informacije so dostopne na spletni strani money-how.si. Zdaj pa gremo na današnjo epizodo. Pokojnina, beseda, ki nas večinoma spomni na nekaj zelo oddaljenega, skoraj abstraktnega, a resnica je, da se prihodnost gradi danes. Veliko ljudi pravi, naš pokojninski sistem je največja ponzi shema v državi, mladi plačujejo, da imajo starejši pokojnine, a mladih je vse manj, upokojencev vse več. Če se bo to nadaljevalo, bo sistem sploh preživel. Na drugi strani pa obstaja skupina ljudi, ki se na pokojninsko blagajno sploh ne želi zanašati. Nekateri sledijo gibanju FIRE, Financial Independence Retire Early. Njihov cilj je preprosto, da do 40. ali 45. leta prihranijo toliko, da lahko živijo samo od donosov svojih naložb. Dva svetova, ki kažeta isto dilemo, vsi razmišljajo o upokojitvi. Starejši si želijo čim prej v pokoj, mlajši prav tako, a na povsem drugačen način. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako deluje naš pokojninski sistem, zakaj ga nekateri primerjajo s ponzi shemo, kaj nas čaka v prihodnosti, katere alternative obstajajo. Pred mikrofonom Žiga Vižintin, poznavalec pokojninskih sistemov in direktor pokojninskih zavarovanj pri pokojninski družbi A. Zdravo. Zdravo, Marja. Hvala za povabilo. Z veseljem. Tema mi je zelo zanimiva. Z pokojninam se ukvarjam že kar nekaj časa, ne samo varčevanje, tudi analizirala sem vse možne te pokojninske sisteme, vključno z dodatnim pokojninskim zavarovanjem oziroma varčevanjem. Tako da je kar zanimiva tema. Najbolj me je pa presenetilo, ko sem študirala te pokojninske sisteme, Otto von Bismarck, ki je v bistvu nekako postavil temelje tudi našemu pokojninskemu sistemu, gre za tako imenovani pay as you go. Zanimivo mi je predvsem to, da je v bistvu želel svojim državljanom Otto von Bismarck nekako zagotoviti neko socialno varnost oziroma iluzijo varnosti, če lahko temu tako rečem, ker je postavil sistem, rekel je, vsi moški starejši od 70. leta boste, če boste vplačevali prispevke, dobili pokojnino, to je bilo leta 1889, ko je bila povprečna življenjska doba 45-55 let. Tako da pokojnino je dejansko dobila peščica posameznikov, ki jim je nekako uspel preživeti do 70. oziroma čez 70. leto. Gremo malce obnoviti to znanje oziroma to zgodovino, kako so se razvijali pokojninski sistemi in kako se je to preneslo na današnji sistem. Ja, mogoče za Bismarcka, te si pa zelo zanimivih pointov povedala, Mogoče še bolj zanimivo pa je, ko greš te zadeve študirati, zakaj je on sploh uvedel ta sistem, in v bistvu ni bilo zaradi altruizma, ampak zaradi tega, ker se je sam bal svojega obstoja. Takrat so se dogajale po Evropi socialistične revolucije, tudi on se je bal, da ga bodo po domače povedano vrgli z oblasti in je v bistvu zaradi tega naredil en tak, socialistični ukrep, in je v bistvu uvedel kot prvi to splošno javno pokojnino. Tako da mogoče prvo ni bil altruizem, ampak je v bistvu hotel sebe ohraniti na poziciji in zato je v bistvu oblikoval nek prvi prispevni pokojninski sistem. Mislim, da je bil v bistvu 2% dohodka so bili prispevki
in delili se po tretjinah, tretjina zaposleni, tretjina delodajalc, pa tretjina država z neko olajšavo, mislim, da ni bilo celo plačilo direktno. In v bistvu, tako kot si rekla, mejo je postavil najprej pri 70 let, potem jo je znižal čez, mislim, da je 15-20 let na 65, ob seveda povprečni življenjski dobi takrat 45-50. Seveda, praktično, to je bil, bom rekel, pesek v oči za množico, nobeden skoraj ni dočakal tega, tako da lahko rečem, da je bil res to bolj en ukrep na papirju, da je nekako množice pomiril in jim v bistvu vrgel neko kost. Ampak iz tistega časa izhaja tisto prepričanje, država bo poskrbela za vas, to, kar v bistvu še danes marsikdo misli pri nas v Sloveniji. Tako, v bistvu on je začel, da bom rekel, prvi generalno s tem, potem se je začel v Angliji, v bistvu so tudi uvedli tak splošen pokojninski sistem za starejše nad 70 let. Do tistega je bil upravičen, mislim, da je bil prav pogoj, da si bil nekak dober državljan, da nisi imel nobenih prekrškov, da nisi bil kaznovan in v bistvu je bilo, bom rekel, tudi dohodek je bil neka miloščina, ko res verjetno čista ravno nisi umrl, In v bistvu potem se je mogoče počasi začel razmah tega. Pa mogoče, če se vrnemo še mečkaj bolj nazaj, je tudi zanimivo, da v bistvu že v rimskem cesarstvu je tudi v bistvu obstajala ena vrsta pokojnine za legionarje. Po 20 letih aktivne službe, pa še 5 letih v rezervi, so dobili, mislim, da se rekla aria militare, ne poprav, da v bistvu, če sem pravilno rekel, in v bistvu so dobili zemljo in še kar nek velik dohodek in ponovadi so dobili še zemljo nekje na obrobjih, v enih provincah. In spet seveda, kaj je bil razlog, ne skrb za te v bistvu veterane, ampak vsak cesar se je seveda bal teh veteranov, ker to so bili ljudje, ki so bili navajeni vojaške službe, vojaško usposobljeni, tako bi rekel, nevarni, lahko za obstoj cesarja in spet cesar se je hotel zagotoviti svoje preživetje in je v bistvu tem ljudem, tej kritični populaciji nekaj dal, da so bili zadovoljni. Hkrati je pa še province poseljeval nekako za svojimi ljudmi. Tako da v bistvu spet en primer, da v bistvu te začetki pokojninskih sistemov niso bili zaradi dobrega ljudi, ampak so bili zaradi dobrega tistega, ki je bil takrat na oblasti. In če v bistvu pogledamo, cel srednji vek, pa potem, mogoče tudi to pri pokojninskih sistemih, danes, ko se midva pogovarjamo o njih, ali pa s komerkoli se bomo pogovarjali, je to povsem samoumevno in vsi imamo v glavi od Bismarckovega časa, da seveda to bo država nam poskrbela za nas. Če pa gledamo prej, več tisoč let našega razvoja ljudi, pa v bistvu je bila starost zelo kruta. Ti si delal do smrti, če nisi bil premožen, da nisi imel zemljiške rente in podobnega. Ko nisi več mogel delati, si delal manj, potem si imel pa samo dve možnosti. Ali te je živela družina, ali te je živel kakšen ceh kovačev ali kaj podobnega, ali si bil pa prepuščen miloščini, cerkvi, kakšnim podobnim skupnostim vaškim in tako dalje. Tako da v bistvu včasih, bom rekel, se je delalo do smrti, razen če te niso tvoji najbližji ali pa kakšni v bistvu iz službe, kakšni taki v bistvu, da te niso živela. Tako da v bistvu je bilo človeško življenje, lahko rečemo, zelo kruto in zaradi tega je bila v bistvu tudi povprečna življenjska doba zelo kratka. Seveda so bile tudi bolezni, pa ob smrti, pa praktično delal si do smrti. Danes seveda vsi vemo, da bo prišel nek čas, ko ne bomo več delali, in velika večina ljudi pač ima v glavi, da bo država za njih poskrbela, ne iz kakšnega vira, kako deluje sistem, pač večine ljudi to ne zanima. Posebej še v Sloveniji, ker smo pač živeli v socializmu kar dolgo, je ta občutek še močnejši. Imam kolegov v Angliji, v Ameriki, kjer ta občutek ni tako močen kot pri nas. Tam že nekako ljudje vejo, da bojo mogli za ta del večinoma sami poskrbeti. Pri nas, kontinentalna Evropa, je pa to nekaj povsem samoumevnega. In verjetno midva, poslušalci tega podcasta, se verjetno več o tem sprašujejo, navadni ljudje na ulici pa, sem prepričan, se niti slučajno o tem nič ne sprašujejo, niti jih nič ne skrbi. Zdaj sem imela bootcamp za mlade, stare od 17 do 21 let in me je presenetilo, ko sem jih vprašala, katere finančni izzivi jih najbolj skrbijo. Na prvem mestu je bil seveda nakup stanovanja, potem inflacija, tretje mesto je bil nakup avtomobila, četrto mesto pokojnina. Malo sem bila presenečena. Bom rekel, da verjetno tudi te, ki se vpišejo na bootcamp, so nadpovprečen sample, kar se tega tiče. Tako da, kdaj nas tudi mladi presenetijo, tudi verjetno moji otroci bojo več o tem vedeli, zato ker morajo očeta skozi doma poslušati, ker jim morijo o tem.
ampak po mojem, če gremo na povprečje, jaz tudi veliko sem z našimi varčevalci v stiku, predavam po recimo celih tovarnah, ki pač pri nas varčujejo, pa sem v stiku z zaposlenimi. Ne. Večina ljudi seveda pač ima v glavi, pač koliko so recimo bivši zaposleni dobili pokojnine, bolj po izkustvu bivših sodelavcev približno vejo nekako na kaj računati, na koliko. In v bistvu bom rekel tako po anekdotah se mi zdi bolj to izkustvo prenaša. In v zadnjem času bom rekel, da je ta iluzija že malo manjša, ker nekako vidijo sodelavci v pokoji, pa potem pride kasneje, ne vem, na kavo v firmo, pa konkretno pove ljudem na istem delovnem mestu, kako ima pokojnino. Ne. In tiste se mi zdi streznitev za večino ljudi. Ne. Če jim pridem jaz predavati, vem, da si večinoma mislijo, ta je pa zdaj prišel iz Ljubljane, pa nas tukaj straši, da bojo ljudje več varčevali pri njih. Vidim, da je res nizko poznavanje v temu. Na drugi strani pa imamo še aktivno večino politikov pa ljudi na oblasti, da je kontrasporočilo. Država bo še vedno poskrbela za vas in kar se tiče dodatnega varčevanja, večinoma ni signala iz vrha, v enem delu tudi sami varčujete. V bistvu tega sporočila ni praktično zadnjih tudi 30 let v samostojni Sloveniji, ga je izjemoma malo. Čeprav zdaj z individualnimi naložbenimi računi se mi zdi, da pa je nekaj bilo vse narejeno. Oziroma, to bomo še videli, kako se bodo ljudje angažirali. Naziv je nek produkt z neko davčno ugodnostjo. Ja. To je to. Ne? Je pa se to najbolj pomemben, davčne ugodnosti, oziroma da je brez davka. Tukaj bi rekel, da davčne olajšave imajo zelo omejen učinek. To se bo tudi pokazalo pri tem produktu, zagotovo. Če pogledate individualno dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji, je živi dokaz tega. Obstaja 23 let. Sam tukaj je še cel kup drugih stvari, ki jih je treba povedati, recimo, da ne moreš do denarja priti, dokler ne greš v penzijo. Pri individualnem lahko. Olajšava, recimo za nekoga v najvišjem dohodninskem razredu, je 50%. Če nekdo v najvišjem dohodninskem razredu plača 3000 evrov, dobi naslednje leto pri dohodnini nazaj 1500 evrov. Se pravi, da je več 50% donos brez tveganja. Zelo velika olajšava, varčuje 3% ljudi v Sloveniji. Seveda ima produkt druge omejitve, ki lahko niso pozitivne, samo hočem povedati na enem konkretnem primeru, da kljub zelo veliki olajšavi za nekoga, da bo dobil 50% brez tveganja, varčuje izjemno malo ljudi po 23 letih. Ja, sam je razlika. INR boš ti v bistvu sam kupoval recimo sklade, ki kotirajo na borzi, medtem ko preko pokojninske družbe pa pač računaš na upravljalca premoženja, da bo kupil ustrezen produkt. Potem so pa tukaj še stroški in tako dalje. Ampak greva midva nazaj na to, kar si rekel, kar se mi zdi zelo pomembno, ko si rekel, da je, veš, da se ljudje začnejo v bistvu bolj zanimati za pokojnino, ko se približujejo temu upokojitvi. Tako je, ravno to sem hotel reči. Recimo, tam pri 55. letu se začnejo malo bolj aktivno zanimati za to, morda se tudi naredijo ta informativni izračun pokojnine, ki ga lahko narediš na Spizu. Tudi vse vabim, da si grejo to izračunati, zato da bojo vsaj približno vedeli, kakšna je situacija. Je pa to informativen in se lahko veliko stvari spremeni, ko bomo šli pač mi v penzijo. Ja, tudi mi vidimo isto pri naših varčevalcih. Recimo, mi imamo 65 000 ljudi pri nas varčuje, vidimo, kdaj se začnejo na nas obračati. Približno 5 let pred upokojitvijo, bi rekel, v povprečju, s tem, da v Sloveniji se ogromno ljudi pri 60 letih ali pa še prej zaradi otrok upokoji. Tako da nekih 55 letih se ljudje začnejo zanimati, koliko imajo pri nas privarčevano, istočasno se začnejo zanimati, koliko bojo javne pokojnine dobili. Mislim, da tudi zdaj 5 let pred upokojitvijo dobijo od Spiza izračun na dom, kar mislim, da je en super ukrep in da bi lahko enega tazga dobili vsi še 15 let, preden recimo se upokojimo. V Britaniji pravijo temu kot nekako wake up pack, ne. Čeprav takrat je že prepozno, ampak mogoče bo vse te starši otrokom povedali. Tako da mislim, da absolutno je zelo dobra informacija, da ljudje čez palec vejo, tako kot si rekla, e-Spiz deluje, obstaja, vsak se lahko prijavi, da vidi, jaz rečem ljudem samo čez palec, a bo 500 evrov, a bo 1000 evrov, a bo 2, samo da ljudje vidijo rang. In kar sem tudi opazil pri varčevalcih, šok bo po eni strani za tiste na nižji plači niti ne, ker v Sloveniji je v bistvu praktično zagotovljena pokojnina, da je že skoraj visoka, da v bistvu praktično nekdo z minimalno plačo ima praktično pokojnino v višini 100% njegove plače.
Tisti na visoki plači imajo pa še posebej velik šok. Večina se ne zaveda, da v Sloveniji imamo maksimalno pokojnino, ki je trenutno nekaj čez 3000 bruto, se pravi, dobiš kakšne 2600, 2700 neto ven. Lahko imaš milijone prispevkov vplačaš, pa več kot toliko ne boš dobil. Tako da vidim predvsem v pogovorih z direktorjih podjetij, recimo, ne, in kdaj med omenam, pa se veš, da več kot 3000 ne boš imel. Poprašajo, kako? Pač, se prepriča, da grejo vsi pol googlat, ko bi dva nehava, ker so ljudje lahko 60 let stari, pa ne vejo, da bojo enkrat padli iz današnjih dohodkov na ene. Enako velja za samostojne podjetnike, ki živijo lahko, ki imajo lahko še druge prihodke, lahko kaj neobdavčeno delajo, oziroma bom rekel, imajo neobdavčene prihodke, bojo v bistvu padali na veliko niže prihodke, kot pa nekdo na povprečni plači ali pa ne na nizki plači. In v bistvu razlika pri tistih bo še veliko večja. Sploh, ker imamo vedno več ljudi v drugih oblikah dela, ne, bo ta padec vedno večji. Ja, in potem se sprašuješ o pravičnosti za koga. Ni samo pokojnina na zgoraj omejena, veliko stvari v Sloveniji je na zgoraj omejeno. Tudi recimo, ko greš na porodniško, si na zgoraj omejena. Ne? Tako da je kar nekaj teh stvari. Kapice imamo veliko, samo ne na davke. Tudi recimo, ko vsi ti, ki plačujejo ful veliko, prispevajo v te blagajne, bodi si zdravstvena ali pa pokojninska, ti še zmer čakaš v vrsti, tako kot vsi ostali. Nisi čisto nič privilegiran zaradi tega, ker dobivaš pa, 10 jurjev bruto. Enako recimo ravno primer zadnjič recimo je bil, da če ima nekdo popoldanski SP ob redni zaposlitvi, mora tudi plačevati prispevke v ZPIZ, ne, nima to nobenega vpliva na višino njegove pokojnine. Nima, vplačuje pa. Zakaj? Ker je že polno zavarovan 100% prek delodajalca, efekta ni nobenega, se spet vprašaš. Zakaj je to tako narejeno? Ja, tako. Okay, a greva pol zdaj malo razložiti ta pay as you go sistem? Ja, mogoče tako. Osnova v bistvu je praktično enaka iz Bismarckovih časov, se pa reče se pay as you go. Mislim, da je v Sloveniji lep izraz za to pretočna blagajna. Ne? Kaj enkrat v bistvu to razumeš, mislim, da ti je veliko jasno. Se pravi, nobeden, ki varčuje, mi zdaj, ki vsi plačujemo prispevke od naših plač, nobeden od nas nima na ZPIZ-u, na Zavodu za pokojninsko invalidsko zavarovanje, svojega varčevalnega računa. To je prva stvar. In ta vplačila ne grejo gor, ta vplačila se nikamor ne investirajo, isti mesec ZPIZ dobi denar in ga isti mesec izplača ven za pokojnine trenutnih upokojencev. Se pa to je pretočna blagajna. In mislim, da je ZPIZ lani imel okoli čez 7,8, mislim, da je bil milijarde izplačil. Mislim, da je bilo pa dobre 6, malo čez 6 milijard je bilo pa prispevkovane. Se pravi, isti mesec vsi mi vplačamo, isti mesec gre ven. Tako da noben od nas se ne more logirati na e-ZPIZ pa tam pogledati svojega stanja, balansa, ne? Tega ni. To je mogoče prva stvar, fajn, da vsi mladi, stari, srednjih let razumejo, ne? Ker dostikrat tudi kakšni starejši, ki pridejo v pokoj, pa dobijo svojo pokojnino, pa če joj, toliko časa sem vplačeval, kje je ta moj denar? Denarja ni. Se pravi, mogoče to je prva stvar. To je pogodba, to je zavarovanje. Ne? Pri zavarovanju ni denarja, ne? Mislim, je obljuba, pravica. Ne? Enkrat sem rekel, pa sem me skoraj linčal, da je to, da dobiš potem nagrado, ne? Seveda pokojnina ni nagrada, je pravica na podlagi na plačanih prispevkih. Se pravi, ti plačuješ, mi zdaj sodelujemo v tem zavarovanju, pogoji danes so pač taki, da bomo pod nekimi pogoji, mi tudi upava prišli do pač te pravice. In to pomeni, da mi od svojega dela vsak mesec vplačamo prispevke. Vsi, če pogledate svojo plačilno listo, je bruto plača gore, ne? In 24% v bistvu je skupnih prispevkov v pokojninsko blagajno. V Sloveniji od tega 16 pa nekaj procentov damo zaposleni od svoje bruto plače, 8, nekaj da pa delodajalec. To je skupaj 24% naše bruto plače gre v pokojninsko blagajno. Vsakmu svetujem, da si pogleda svojo plačilno listo, pogleda, koliko da za javno zavarovanje, koliko da za pokojninsko. Ker vedno dostikrat potem, ko greš v zdravnikom, pa čakaš, ne, imaš daj vtis, da kakšni mislijo, da v bistvu jih ti ne plačuješ. Ne. Seveda mi zelo veliko plačujemo tudi javno zdravstvo vsak mesec. To je mogoče prva. In enako veliko vplačamo v pokojninsko blagajno. In to si lahko seveda zračunamo. Mislim, da celo na e-davkih imaš izpis, koliko si vplačal prispevkov po delodajalcih v trenutni svoji delovni dobi. Tudi to je zelo fajn, da si ga lahko vsak naredi, ker v bistvu vidiš, koliko denarja si res vplačal.
Se pravi, vsak mesec plačujemo ta denar in isti mesec gre ven. Če bi bil ta sistem kapitalski, bi se ta denar investiral, obrestni račun pa tako dalje, in ko bi pač prišli do pokoja, bi bil ta kupček verjetno večji, praviloma, če bi bil to dobro investiran. Tukaj gre pa vsak mesec denar ven. Tako da tako deluje ta sistem. In seveda v časih, ko je bilo, ko smo rekla, ko se je začel sistem Bismarcka, praktično nobeden ni prišel, da bi uveljavljal to pravico, tistih nekaj delavcev, pa še te so umrli zelo hitro. In se pravi, sistem je imel velike presežke. Mislim, da celo obstajajo zapise, da dejansko pa v teh državah niso vedeli, kaj je za tem denarjem. Ker prvih 50 let teh sistemov so imeli te sistemi ogromne pluse. In seveda, kaj se je začel delati, če ima država pa politiki roko nad veliko denarja, se začne trošiti. In se je ta denar začel seveda sproti porabljati za vse drugo, ker nikoli ni bil na nekih ločenih kontih, oziroma verjetno je tako velik, da so rekli, tam nam malo manjka, dajmo malo vzeti. In takrat se je v bistvu začel, da v bistvu ta denar se je pač porabljal za vse možne namene. Potem pa zavrtimo 100 let naprej, ker Bismarck je bil 130 let ne nazaj, pridemo pa že v 70-80 leta, se je pa v bistvu, včasih smo se še, jaz sem se v šoli učil, da je bila demografska piramida, se pravi, spodaj je veliko mladih, potem imamo ljudi srednjih let in samo zaposleni ljudje plačujemo prispevke, to je treba vedeti, se pravi, mladi dokler se šolajo jih ne, ko delamo jih plačujemo, potem pa spet nekaj smo starejši. To ni res, mladi tudi plačujejo prispevke. Od študentskega leta zdaj, ja, tudi v Sloveniji, res je, plačujemo tudi nekaj. In seveda, dokler je bilo tistih vzgoje malo, pa so še hitro umrli, absolutno ni bilo nobenega problema, si imel lahko orenk pokojnine, ker jih je itak zelo malo ljudi dobivali, pa malo časa so živeli. Potem seveda se je pa začelo izboljševanje življenjskega standarda, napredek medicine in vse možno, in pa se je v bistvu ta piramida zdaj se premenila v en stožec najprej, potem se bo pa v eno pravilo inverted piramido, se pravi na glavo obrnjeno piramido, to pomeni pa, da bo spodaj vedno manj mladih, posledično seveda vedno manj delovno aktivnih in te pa plačujejo prispevke. Na vrhu imamo pa zdaj se ravno upokojuje baby boom generacija, ki je bila največja, in ta zdaj seveda, kar je zelo dobro za družbo, živi vedno dlje. In zdaj bomo prišli v situacijo, ko bo manj delovno aktivne populacije moglo vzdrževati v bistvu veliko upokojeno populacijo, ki bo še živela vedno dlje. Tako da pri temu vedno jaz začnem, to je zelo dobro za družbo, to je super, da živimo vedno dlje. Jaz si tudi želim, da bom živel vedno dlje, ti. Ampak izziv za nas družbo pa je, kako te sisteme prilagoditi, da bojo še naslednjih 100 let vzdržni, ker se je osnova, na kateri so bili postavljeni, obrnila na glavo. In ta se mi zdi sprememba, je še večina ljudi ne razume, koliko velika je, dokler v bistvu ne bom rekel, se nas bo dotaknila osebno. Ker mogoče predvsem pri temu, to vemo že 50 let, jaz berem OECD-jeve študije že 15 let, sej se ve, ker ta demografija je v bistvu zelo se da ne napovedati vnaprej. Mi točno vemo, koliko ima povprečna ženska otroka. Mi vemo, koliko je danes deklic v Sloveniji. Prvega otroka imamo pri 29, ne pa pol leta, imamo po teoriji 1,5 otroka. In to lahko zavrtimo te modele naprej za 50 let in tudi že nazaj si jih lahko. To je pa samo vprašanje, koliko daš migracij. Tako da hočem reči, to so stvari, ki se jih ve v stroki že dolgo časa. Ampak seveda, ko je bilo zdaj, mogoče potem tudi to rečeva, po Bismarcku seveda, ko so imeli sistemi presežke, so politiki zviševali pokojnine in pa krajšali obdobje, ki je bilo treba delati. In seveda to je bilo zelo všečno in so si vsi kupovali svojo priljubljeno za tem. In to je bilo seveda super za vse 50 let. Potem smo pa prišli v čase, ko se je to na glavo obrnilo in zdaj pa res prihaja to daleč, da imajo pač vse te blagajne teoretično imajo minus, se pravi, pridejo tudi v Sloveniji, vplačamo manj prispevkov, kot gre pa ven za pokojnine. Mislim, da trenutno zmanjka okoli 1,3 milijarde evrov in to pokrije država direktno iz proračuna. Pa zdaj moramo vedeti, da smo na višku konjunkture, na višku zaposlenosti. Dajmo, ne vem, zaposlenost malo manj minus, pa smo hit na 2 milijardah, pa še malo zavrtimo ne naprej. Se pravi, blagajne imajo že trenutno minus in to je pač po celem razvitem svetu, zaradi tega, ker to ni nobena zarota, ampak preprosto zaradi demografije. To je mogoče ključno. Ki smo jo ignorirali 30 let, tako kot smo verjetno, ne vem, gradnjo avtocestnega križa, pa kaj drugega, zdaj pa gužva.
in te problemi niso na hitro rešljivi in kar naenkrat ti pride 1000 avtov na pač en pas. Enako je tukaj, samo da je ta sprememba bo še bolj močna, ker v bistvu podatek, ko pogledaš, mislim, da je bilo lani rojenih v Sloveniji najmanj otrok v zadnjih 100 letih. Tako da v lanskem letu se je v bistvu rodilo, mislim, 16 000 otrok, kar je najmanj v zadnjih 100 letih. V Sloveniji se še vedno ukvarjamo s tem, da gradimo prizidke za vrtce pa za šole, če povemo, da bodo zelo hitre, bom rekel, da pol prazne, se pa smo v zadnji. Če pa zdaj pogledamo, še pa še na uni primarni ravni nismo, če pa pogledamo, kako bo to vplivalo na trg dela, na koliko ljudi bo sploh delali, koliko bo takrat starejših, pa še vedno se podaljšuje pričakovana življenjska doba, kar je spet super, ampak to pomeni, da bojo še upokojenci današnji in prihodnji živeli še dlje. Za ta pokojninski sistem bo pa to predstavljal resen izziv, ki ga še nismo uspeli nasloviti. Ful veliko zanimivih stvari si povedal, pa če ostaneva tle, recimo, kar si zdaj na zadnje govoril o otrocih, o rojstvih. Moj sin je letos pač se vpisoval v srednjo šolo. In ko smo gledali NPZ rezultati, pa kako učni uspeh šolski, res cela drama, ko se otroci vpisujejo v srednje šole. In ko gledaš, kakšne so omejitve v vpisu, res grozna izkušnja za otroke in za starše, ki ne vejo, ali bo prišel otrok na želeno šolo ali ne. In potem sem šla gledati statistiko. Letnik 2010 je najštevilčnejša generacija in potem gre strmo navzdol. Tako. Danes smo se spraševali, a bo moj otrok prišel v želeno šolo, čez par let bodo te šole vse imele odprta na stežaj vrata in bojo dejansko sprejele čisto vsakega otroka. Tako da to daleč gremo. On je imel samo smolo, ker je res del ogromne generacije. Ja. Isto, moj prvi otrok ni dobil vrtca javnega, ne v prvem poizkusu. Ampak čez 10 let, že danes mislim, da nimajo problema in to se bo potem samo zavrtelo. In to vidimo že danes iz podatkov, ker je pač taki so. Taki so, tudi vse od mladi se ne odločajo za otroke, številni se ne odločajo za otroke, kar je tudi kar malo alarmantno. Ampak gremo mogoče malo nazaj, ko si rekel, pač mi imamo tak malo bolj socialistični sistem pokojninski, medtem ko recimo v Ameriki bolj kapitalističen, pa se pa človek vpraša, glede na to, kakšno je trenutno stanje pokojninskih blagajn, stanje demografije, rojstev in tako dalje, v Evropi se človek vpraša, kateri model je bolj pravičen. Američani, ki pač dobesedno so prisiljeni k varčevanju, individualnemu varčevanju za pokojnino, ali mi, ki živimo v neki iluziji, da nam bo država pomagala. Jaz mislim, da vsak pokojninski sistem pač izhaja iz nekega, ki je v državi, v neki kulturi. Tako kot pri nas ima 130-letno zgodovino, na glavo tega obrniti ne moreš, lahko pa ga dopolniš. Tako da jaz mislim, da ni, kjer je boljši tako, kot imamo, tako kot bi rekel, ne vem, imamo tako kulturo, imamo to, mi naenkrat ne moramo rati Skandinavci, niti ne Mediteranci. Gre se za to, da ti obljubljaš nekaj, oziroma da ti daješ ljudem neko lažno upanje, da bo poskrbljeno za njih. In Američani tega upanja nimajo. Oni vejo, mi moramo varčevati za našo penzijo, če hočemo to penzijo, pika, konc debate. Jaz mislim, da pri nas, recimo kontinentalni Evropi, bi lahko imeli super sisteme, vse sisteme socialne varnosti, tako zdravstveni kot pokojninski, če bi bilo malo več odkritosti, malo več komuniciranja, pa če bi ga v enem delu dopolnili z kapitalskimi sistemi. Jaz nisem fan, da delamo revolucijo, ker pač ne moreš na glavo obrniti zatečenega sistema, ker potem je vedno, v Sloveniji imamo danes čez 600 000 upokojencev, ne moreš na glavo obrniti sistemov, iz katerega nekdo že dobiva prejemke, lahko ga pa dopolniš predvsem za prihodne generacije, da bo sistem stabilen. Ampak to lahko narediš samo na dolgi rok, tak switch, a ne bi rekel. In če bi v Sloveniji začeli že 20 let nazaj delati, to bom rekel pravo dopolnitev, da bi prešli na 3-stebrni pokojninski sistem, kar je po mojem nek best practice. Nisem fan ameriškega sistema, da preprosto umreš na ulici ali pa če nima social security, pa smola, da pač gradimo na tej osnovi, ki jo imamo, ki je po mojem dobra, da jo prilagodimo, da predvsem jasno komuniciramo, koliko lahko vsak pričakuje iz tega sistema in da ne, tako kot zdaj spet bom rekel, hočem uporabiti angleškega zadnja, ampak se mi zdi, da v zadnjem času še double downamo na to, da bo država še bolj poskrbela, da povemo pošteno, lejte, pokojninski sistem je tak in tak, temelji na demografiji,
Minus je trenutno ne zaradi zarote ali pa ker mi vzemamo denar, ker je več starejših, to, kar sva mi dva prerazložila in se mi zdi, vsak človek to razume, poveš po domače, po kmečko, jasno je. In potem ljudem ponudiš in jim pomagaš pri temu, da še sami o pomoči delodajalcev in pa še sami samostojno varčujejo na neke enostavne načine, varne in da tam samo nek osnovni zakonodajni okvir, ne se preveč vmešavati, pa v mikro določati potem vsakega produkta, ampak nastavljene okvire in za, tako kot je bil za drugi steber, ga razviti in pa potem za tretji, da ljudje še sami varčujejo. Tako da mislim, da ključ bi bil, da vsak ima več virov prihodka v pokoju in en seveda od tega naj bo javna pokojnina, ki je lahko neka ziher, stabilna osnova, potem je treba pa to še dopolniti in to je treba ljudem jasno povedati, se pravi, da bi bil minister, premier vlade, bi mogel to jasno treba ljudem skomunicirati. Dobro, no, a lahko, zdaj ta politiki imajo 4-letni mandat. Pokojninske reforme niso najbolj priljubljene, tudi zdaj gledamo konec koncev, koliko so obremenjene naše plače in koliko denarja mi dobesedno zmečemo v zdravstvo in v pokojninsko blagajno in človek se tukaj vpraša, a ne, točno to, kar sem rekla na začetku, Ponzi. Ima občutek, da pač ne gre za neko goljufijo, za neko prevaro, konec koncev, a ne, ti plačuješ zdravstveno zavarovanje in nimaš osebnega zdravnika, ne moreš priti v nekem doglednem času na vrsto. Se pravi, kakšen zdravstveni sistem imamo, kakšen pokojninski sistem imamo, kako bomo živeli, ko se bomo mi upokojevali, ko gremo mi, daljša se življenjska doba, si rekel, a ne. Z daljšanje življenjske dobe pride cel kup nekih zdravstvenih težav. Se pravi, še dodatno bremenimo zdravstveno blagajno. Mislim, zelo težko verjamem, da bo to na dolgi rok preživel, če ne bo politika ugrizena v to kislo jabolko in naredila nekaj drastičnega. Ker zdaj, kar se dela v bistvu neke estetske popravke. To, kar imamo zdaj s tole pokojninsko reformo. Kaj bomo s tem dosegali? Za koliko časa? Malenkostni popravki, pač neke, tako da bom rekel, o reformi težko govorimo, a ne, tako da je pač nadaljevanje trenutnega sistema. Seveda všečna in bom rekel, obljublja še več kot prej. Po besedah obljublja, ravno zato sem rekel, da gremo celo v kontrasmer. Tako da tukaj mislim, da bi bilo tudi, ni naloga države, da pokriva vse vidike našega življenja, mogoče to je ena osnovna, ne, in predvsem potem ljudem, podjetjem omogočiti, da se razvijajo v enem delu tudi druge storitve, ki pokrijajo pač potrebe ljudi. Predvsem pa mogoče v osnovi, ko sva rekla, pay as you go sistem, isti mesec se prispevki izplačajo za pokojnine. Tukaj ni investiranja in tukaj bom rekel ta največja škoda, ker v kapitalskih pokojninskih sistemih, drugem pokojninskem stebru, v drugih pač produktih, ki so namenjeni, se denar, ki ga vplačaš za pokojnino, investira v naložbe, se oplaja in se potem čez 20-30 let pač dobiš večji kup. Oni se pa zmanjša obremenitev vplačila v pokojninsko blagajno. To lahko potem nekako proporcionalno ne narediš. Recimo na Hrvaškem so... Ti zdaj govoriš tukaj zaradi tega, ker pač prihajaš iz pokojninske družbe in to bi vam zelo odgovarjali, ne? V delu tudi, ampak lahko rečeva tudi, ni nujno, kam gre ta denar. Če se sprosti, da gre v varčevanje, da gre v kapitalsko varčevanje. Ni nujno v naše, da gre v kapitalsko varčevanje, ker se tam denar oplaja. Recimo, Hrvati so naredili 22-23 let nazaj, preusmeritev so 5% prispevkov za javne pokojnine, preusmerili v privatne. Potem lahko debatirava, kam preusmeriti, ampak hočem reči, 5% si vzel iz une blagajne in si jih nekam naložil, investiral. Plus, da si s tem razvil domači kapitalski trg, ki ima številne dobre posledice za podjetja, za ljudi, lahko s tem investiraš v infrastrukturo, v katere smiselne naložbe, ali pa seveda razpršeno. Hočem reči, s tem denarjem lahko oplajaš ga, veliko dobrega lahko narediš vmes in čez 30-40 let dobiš večji kup nazaj, kot pa si ga dal. Tukaj bi bilo nujno razmišljanje o tem, da del denarja pač daš v kapitalski sistem, kjer se investira. To je, se mi zdi, pač ta ključna razlika, da denar ne gre vsak mesec pač ven, ampak da je dolgoročen in z njim lahko veliko, veliko dobrega narediš za državo, za družbo in pa seveda potem je na koncu večji efekt, kot pa pač drugače, ker ga investiraš. Tega kosa se mi zdi v Sloveniji ne razumemo, da lahko
da v bistvu rabiš kapital, če hočeš karkoli delati, pač rabiš denar, rabiš kapital, če hočeš graditi stanovanja za mlade, rabiš kapital, če hočeš graditi drugi tir, rabiš kapital. In da tega denarja je drugače po svetu ogromno, ampak tudi pri nas bi ga lahko bilo. Mi rabimo domači kapitalski trg, ker se bojo slovenska podjetja lahko ceneje zadolževala, startupi bojo dobili več denarja, ne bojo rabili v tujino se takoj preseliti in tako dalje. Se pravi, veliko pozitivnih učinkov za mlade, za stare, za vse generacije je, če bi v Sloveniji znali razviti kapitalski trg. In pokojninski prihranki, ki so dolgoročni, v kakršnikoli obliki, so idealni za pač en del tega. Drugače obstaja strategija razvoja trga kapitala, tudi Sem jo prebral, ja. Ja, tudi zelo veliko je bilo narejenega na tem področju. Je pa res, da kar se tiče tega, kdo prispeva največ k razvoju, če lahko tako zelo čez palce rečem, so pa hrvaške pokojninske družbe, ki zelo veliko denarja investirajo v slovenske blue chipe. Ja, jaz, ko sem bral osnutek strategije o kapitalskem trgu, smo celo na firmi napisali dopolnitev na njeno, ki pač ni bila upoštevana, ker ne omenja praktično razvoja drugega pokojninskega stebra. Drugače pa meni se zdi, da v prvi vrsti, če želiš narediti neke spremembe, mora biti tudi politik finančno pismen. Jaz mislim, da večina v bistvu sploh ne razume, kaj trg kapitala sploh pomeni. Tudi večkrat sem poskušala narediti epizodo z pač politiki, poslanci, ki v bistvu upravljajo z državnim premoženjem oziroma pač so odločajo, kaj se bo dogajalo s tem, pa enostavno jih ne dobim pred mikrofon. Tudi tisti, ki so odločali konec koncev o pokojninski reformi. Mislim, da že če pogledaš, ko vsi prijavljajo premoženje, funkcionarji, je pač jasno, da pač nimajo verjetno znanja. Mislim, da je minister za finance, ko smo se pogovarjali na dogodku Moneyhow Live, celo rekel, da niti nimajo nekega premoženja investiranega. Oni tudi živijo, pay as you go. Tako, se pravi, pač težko pa tem pričakovati pač ukrepe, ki so strokovni, oziroma bi tudi rekel, v enem delu je treba prepustiti stroki blizu. Enako se je zdaj pokazalo v bistvu pri sprejemanju pokojninske reforme, da je celo ministrstvo pozitivno v bistvu bilo za večje spremembe za ukrepitev drugega in tretjega pokojninskega stebra, pa jih na koncu v bistvu socialni partnerji niso podprli, delodajalci in sindikati. Tako da v bistvu na koncu ni bilo, bom rekel, širše podpore, sploh ni bilo razvoja kapitalskega trga v Sloveniji. Tako da bom rekel, tudi verjetno pri delu podjetij in pri njihovih predstavnikih v bistvu še ni tega razumevanja, zakaj bi sploh rabili kapitalski trg domač. Kaj je pa mogoče še bolj zaskrbljujoče kot nerazumevanje politikov. Ja. A greva mogoče na malo na številke, ki bojo mogoče koga streznile. Povprečna pokojnina 900 evrov neto, to so podatki za letošnje leto 2025, 50% pa prejema pod 900 evrov bruto pokojnino. Se pravi 900 evrov bruto, 50% ljudi. Pred kratkim, ko sem imela neko predavanje na nekem podjetju, pa sem omenila te številke, je bila ena gospa prav precej jezna na mene in rekla, moja oba starša dobivata 800 evrov pokojnine in ful dobro živita, nimata nobenih težav s preživljanjem. Je pa res, da pač živijo na podeželju, ker se v bistvu tudi na nek način sami pridelujejo hrano. Ja, res, samo ko jo bo v hrbet štihnil, ne bo mogla iti štihati na nivo. Koliko, mislim, da je lih sodelavka mogla imeti operiranega 6000 evrov, ali pa čakaš 3 leta. Tako da, če imaš malo smole, si že zelo hitro soočen z zelo velikimi številkami, ko se upokojiš in se v bistvu neha to. In pa mogoče predvsem, tudi jaz vidim, ko ljudem po podjetjih povemo, kakšne so pokojnine, večinoma mi ne verjamejo, si mislijo, da pač si to izmišljujemo, zato da bi pač več ljudi varčevalo. Ko pa v bistvu zvejo od svojih sodelavcev, takrat je tista realnost tukaj, pa še v bistvu bolj isto pri statistiki pokojnin, mislim, da je samo 13% prejemnikov starostnih pokojnin dobiva pokojnino večje od 1500 evrov. Spet, tudi ta drugi del, Slovenski pokojninski sistem je izrazito redistributiven. To pomeni, da prerazporeja dohodke početunih za več do manj in pa imaš možnosti od koliko več. Kot sem pa rekel, nekdo na minimalni plači v Sloveniji ima pa praktično 100% nadomestitev. In za tistega v bistvu ni nobenega šoka, niti motiviran, da bi kaj dodatno varčeval, ker praktično dobi iz sistema, bom rekel, veliko nadomestitev. In predvsem tudi mislim, da bo še en izziv za prihodnost slovenskega pokojninskega sistema, o katerem se ne govori dovolj,
kako obdržati v sistemu velike plačnike. Ker treba biti iskren, ti za višjo plačo vplača več, kot bo dobil, ti za nizko v Sloveniji dobi več, kot pa je vplačal. To je, pač se da zračunati, enkrat smo za eno konferenco, ravno s PISA smo to z enim zračunali, ne? In to je pač dejstvo. Ne? In ja, slovenski sistem je tak, kot je. Ne? Ampak, če nam začnejo izpadati veliki plačniki, odpirajo SP-je, se selijo v tujino in tako dalje, ne vemo, da možnosti legalnih je veliko, bo še to dodatno načel, ker bo tista velika vplačila izgubil z sistema. Ne? Eden od idej za pokojninsko reformo je tudi, da bi povečala zdaj v Sloveniji razmerje minimalna, maksimalna pokojnina 1:4. Je bila ideja, da bi šlo na 1:5, se pa da bi več dal tistmu, ki več plača. Ravno iz zavedanja, da ga moraš imeti v sistemu. Ampak spet bi del javnosti skočil, da tistmu, ki že ima, boš dal še več, ampak ne vejo, da s tem rešuješ unga, ki nima. Se pa to je še en izziv, o katerem se sploh ne govori. Velike plačnike, če njih zgubiš ali pa če oni samo zmanjšujejo, koliko vplačujejo, bo to še dodatno, poleg vse demografije pa tega, načel prihodkovno stran prvega stebra. In tukaj je velik izziv za prihodnost. Iskreno, jaz jih poznam zelo veliko, ki se selijo ven iz Slovenije. In to so ljudje, ki znajo generirati neke prihodke in ustvariti neko dodano vrednost. In za dolgoročno vzdržnost ne bojo samo številke, bo koga boš obdržal. Ker če ti ostane več tih na nizkih prihodkih, pa se ne pokrijejo. To je pač dejstvo. Ampak ti, če dobivaš više prihodke, se ti zdi, da si konstantno kaznovan. Nisi spodbujen z ničemer. Omejijo te pri pokojnini, omejijo te pri porodniški in tako dalje. Porodniški, vplačuješ ogromno, ko ti preračunaš iz svoje plače, koliko plačaš prispevkov za zdravstvo, za pokojnino in potem preračunavaš številke, potem pa še hodiš k zasebniku, ker pač enostavno ne prideš na vrsto. To so velike številke. Jaz sem računala enkrat za to zdravstveno blagajno, koliko denarja v bistvu namenimo za zdravje. To govorimo o konkretnih številkah, več 100.000 evrov lahko. Zato sem rekel, če si vsak svojo plačilno listo pogleda, koliko mesečno da za osnovno zdravstveno zavarovanje, prideš do velikih številk. Predvsem pa se mogoče moramo zavedati, Slovenija je negativna stigma do tistih, ki imajo višjo plačo, kakor več od povprečja. Škodljivo je za družbo, ker sistemi temeljijo na seveda redistribuciji. Vsak, ki ima več, sem prepričan, da z veseljem da tistmu, ki ima manj. Vprašanje je, do kjer je meje, pa da imaš nek sistem, ki se nekako vsi morajo počutiti, da nekako pravično dobijo glede na svoje plačila in pa tudi, da se s tem denarjem smotrno ravna. Kar damo prispevkov za zdravstveno blagajno, nekako vsi pričakujemo, da potem tam ni korupcije, da se ne preplačuje in tako dalje. In vsi bomo veliko raje sodelovali. Mislim, da velika 99% ljudi z veseljem participira v nekih poštenih sistemih. Nobeden ni za to, da bojo ljudje v Sloveniji revni po ulici beračili. Noben si ne želi živeti v taki državi. In z veseljem vsi participirajo v teh sistemih do ene meje in dokler imajo občutek, da so ti sistemi pošteni, to pa pomeni, da so pošteno upravljali, transparentno, da se ta denar transparentno namensko porablja in da se v bistvu skrbno ravna. Ko pa pač vsak dan slišiš kakšne afere, nabavah in temu, to pa zmanjša tvojo voljo, da bi sodeloval pri tem sistemu. Tako, ker verjetno vsak želi delati v poštenem podjetju ali pa kolektivu, če se pa nekaj lumparije dogaja, pa nekako hočeš izstopati. In v Sloveniji v današnjem svetu je veliko možnosti, kako lahko sploh samostojni podjetniki, privatniki, DOO-ji preprosto pač izstopijo delno iz tega sistema tukaj. In to je ogromna škoda za ta sistem, ker pač se te ljudje ne bojo vrnili in prihodki, ki bi jih oni vplačali, so zelo dragoceni. Tako da jaz mislim, da bi se pri recimo pokojninski reformi, zdravstveni, mogli deloma ukvarjati tudi s tem, kaj bomo pa tistim, oziroma kako bomo za ljudi, ki več plačujejo, naredili ta sistem bolj privlačen. Mislim, da se o tem sploh ne govori in že verjetno, da omenjaš to, bi te že grdo gledali na kakšni okrogli mizi. Je pa nujno, no? To se mi zdi tudi kar velik problem. Mislim, vsakič, ko nekdo omeni, da ima nadpovprečno plačo, je tako res poplava negativnih komentarjev, kakor da si ti zdaj nekaj slabega naredil. Si pa pač delavc, delaš, pridno delaš, si izobražen in tako dalje. In si nekako prek nekega truda prilezel do neke pozicije. Konec koncev tisti, ki so na višjih položajih, tudi prevzemajo neko odgovornost. Saj naj bi jo. Vsak, ki pošteno s plačo svojim delom zasluži,
vse spoštovanje in je to. Ne? Ja. A gremo mogoče na to razmerje neto pokojnine, neto plače, 57% Ja. v letu 2024. Zdaj pa gledamo pokojninsko reformo, pa odmerni odstotek obljublja mesec 70%. Ne? 70. Ja, zdaj v predlogu sprememb je, da bi šlo na 70, ampak se spreminja ena zelo pomembna postavka. Zdaj se tvoja pokojnina začuna tako, da se pogleda 24 najboljših zaporednih let. Pa že če se spomnimo včasih, ker je bila Slovenija, se jo osamosvojila, je bilo 10 najboljših zaporednih let. Ne? To vemo, da si lahko hitro nabral in so bile dobre pokojnine. Ne? Potem, zdaj imamo 24 najboljših zaporednih let in od tega je odmerni odstotek 63,5% za moške in za ženske. Če ima sta pogoje. Zdaj pa spremembe napovedujejo, da se bo šlo na 70%, ampak da se bo 40 let delovne dobe upoštevali in da boš lahko 5 najslabših let izločil. Se pravi, če pogledamo, za enega na nizki plači ne bo nobene spremembe in bo dejansko imel 70%, kar je več kot 63,5%. Absolutno drži. Za nekoga, ki je pa gradil neko kariero, vemo, da pač plača gre tako, upaš, da tako, mogoče bo šla tako, ne. Prej je bilo vprašanje, kje si tistih 10 let nabral, zdaj jih imaš 24. Da rečemo, prvih nekaj let daš stran, pa zadnjih nekaj let. Če imaš neko tako, bom rekel, kariero, ne vem, bolj izobraženega človeka, ki se je šolal, pa upaš, da gre po neki karierni poti. Verjetno si vsi upamo, da bo taka, ampak lahko tudi, se vemo, v življenju se možno zgodi. Za tacka bo pa to absolutno slabše. Zato, ker se bo zdaj vzel celo delovno dobo in boš lahko samo 5 let izključil. In tudi, ker bo zdaj 70 višji odmerni odstotek, bo, mislim, da za rezultat nižji. Mislim, da tudi neke številke so dali v javnost, ampak če greš pogledat za nekak človeka, ko sem rekel, ki gre po neki karierni poti, se pa spet je sporočilo, če imaš nizko plačo, pa skozi približno isto, boš imel v bistvu še več iz tega sistema, če ima je tvoja neka kariera rastoča, boš v povprečju, jaz mislim, da imel po novi računici manj. Seveda pa ljudje večinoma slišijo 70%, prej pa 63,5%. Od česa, od katere osnove, to je bistvena razlika, tako da verjetno bova jaz pa ti imela ponovo nižjo pokojnino, kot bi jo imela po staro. Zdaj pogoje za leta nekako puščajo ista, bo še vedno velja 40 let delovne dobe, čeprav malo dvignejo pogoj za starost na 62 let, pa 67 let, ob tem, da če boš imel 40 let delovne dobe, boš lahko šel tudi tako kot zdaj pri 60 letih, pa 65. Tudi tukaj moramo iskreno reči, da smo v Sloveniji najnižje od vseh držav v EU, se upokojujemo najbolj zgodaj, tako da tudi tukaj, če sva ravno prej rekla, Bismarck je imel 65 let, potem, ko so znižali. Ko so v Ameriki uvedli Roosevelt prvi prispevni pokojninski sistem, je imel 65 let. 100 let nazaj. Danes imamo isto, pa vemo, da živimo veliko, veliko dlje. Tako da, mogoče si moramo biti tudi do sami sebe iskreni, pa če bi kakšen dvignil te meje, moramo biti iskreni, če se kot družba strinjamo, da živiš 20-25 let v pokoju. Meni se zdi zelo iluzorno pričakovati, da če bo šla življenjska doba gor, da bom pa jaz 40 let živel. Naši zanamci pa manj. Mislim, oni, ki so pred nami živeli, pa manj. Tako da jaz mislim, da je tudi tukaj mogoče treba biti fair vsi, da se nekako strinjamo, če življenjska doba narašča, da bi bilo to avtomatsko vezano v pokojninske reformi na pač avtomatsko, da ne bi rabili reforme, da se potem tudi pač upokojitvena starost povišuje. In da bomo nekako vsi enako obdobje živeli v pokoju. To se mi zdi, da bi bilo nekako fair. Mislim, da mi je enkrat sen pohvalil, da mama, oče, da je dalj časa v penziji, kot pa je bil v službi. Ja, tega je zdaj kar dosti. Včasih pred 15 leti so še študijska leta kupili, pa so se zelo zgodaj upokojili. Pa tudi, če smo skrajni, v Sloveniji se je večino prvih gospodarskih kriz reševali z zgodnjim upokojevanjem. To je bil v bistvu mehanizem dogovorjen, dajmo pač ljudi upokojiti in seveda to pa ni bil več problem podjetja, ampak je tu problem pokojninske blagajne, ki ga pa spet takrat niso čutili, ga bomo pa mi. In ja, imaš dosti ljudi, ki več časa prejema pokojnino, kot pa je vplačevalo. Zdaj, ko govoriš o zgodnjem upokojevanju, moramo iti na FIRE. Financial Independence Retire Early. To je nekaj, kar je med mladimi zelo aktualno. Želijo se čim več prešparati, čim prej prešparati, zato da bodo šli potem v neko penzijo. Ja, jaz bi rekel, da super je koncept, da mladi razmišljajo o tem, da so finančno neodvisni.
Zdaj, ali je to pokojitev ali pa samo neodvisnost. Meni se je super, da bi bil vsak finančno neodvisen, da bi imel neka sredstva, da ne rabi biti podrejen ne delodajalcu, ne družbi, da lahko, bom rekel, v Ameriki imajo en izraz, ki se začne na F, money, da lahko kadarkoli odkorakaš in pač lahko živiš. To se mi zdi, je seveda super mentaliteta, potem je od vsakega, bom rekel, koliko ekstremno hoče iti v njo. Se mi zdi dobro, da je protivtež današnji glavni mentaliteti, ki je konzumerska, ki je potrošniška družba. In vsak dan nas bombardira na vsakem, odkot prejmo telefon, ko pogledamo na jumbo plakate, se nam prodaja tisoče stvari. Nažalost, tudi velik del finančne industrije živijo od tega, da ljudem omogoča, da na zelo enostaven način dobijo kredite, obroke, tisoč in en način, kako se spravijo še v negativno stanje. Zelo malo v bistvu pa je sploh iskrenega spodbujanja k varčevanju, to je treba reči. Recimo sam meni vedno, vsakeč, ko svojo spletno banko odprem, sem slabe volje, ker recimo, da imaš, to so osnove, ki imajo velike učinke na ljudi. Recimo, da imaš 1000 evrov na svojem računu plusa, pa recimo, da imaš po kartici, ki jo imaš, da imaš limita 2000 evrov. Razpoložljivo stanje v moji spletni banki mi kaže 3000 evrov. Čeprav to pomeni, da je 2000 evrov minus. In pa tudi ful visoke obresti plačuješ. Seveda, tudi lahko. Ampak hočem reči, osnova se začne pri temu. Ljudi živimo, se nam hoče prodati vse možno, vsi bi seveda imeli lepe, bleščeče stvari, ki jih bomo tudi zavrgli čez 5 minut. Na drugi strani imamo poplavo možnosti, ki nam jo da finančna industrija, da kupimo na obroke s kartico vse možno, buy now, pay later in podobne zadeve. In seveda ljudje 1, 2, 3 pridemo v težko finančno situacijo in iz teh minusov se je zelo težko izkopati in praktično ljudje se zakopljajo v dolgove in se po mojem do konca delovne dobe iz njih ne izkopljajo in živijo. Mislim, da je number one stres ljudi so osebne finance. Zato je tudi, kar ti dela z opismenovanjem, ful hvale vredno, ker mislim, da je to glavni stresator ljudi, ki škodi njihovemu življenju, zdravju njihovih družin, ker so ljudje pač tako enostavno je zdaj se pahant v nek finančni minus, ker ti pač omogoča, da se zapufaš takoj. In to je v bistvu grozno. Mislim, da bi moglo biti absolutno veliko bolj regulirano, kot pa je. Ker če se spehajaš po mestu, pa ti ponujajo cash kredit za počitnice, pa take, to se po mojem pa sploh ne bi smela. Če imamo na gazirane pijače omejeno oglaševanje, cigarete so prepovedane, to je po mojem še veliko bolj škodljivo, kot pa pač tudi na stres, tudi na zdravje ljudi. Tako da mislim, da o tem se zelo malo sploh govori. Je pa mene, kdaj, ko poslušam kakšne te reklame, me dobesedno groza, ker vidim, recimo, koliko po eni strani so regulirani finančni produkti, tudi pri nas je napisan, kaj moramo imeti napisan, kje stavke moramo imeti. Po drugi strani se mi zdi se pa teh big picture, kaj pa če ne bi vzel kredita za počitnice, oziroma da je to že bolano. Tega se pa v bistvu niti ne dotikamo, oziroma kar je fintech sploh ne reguliramo, ker to pa niso finance, čeprav se v bistvu posoja denar. Tako da tukaj mislim, da je težava, ker je ljudem se zelo lahko zakreditirati, težko je pa vračevati. Ja, jaz se s tabo strinjam, je pa tudi res, da potem bančna panoga oziroma finančna panoga pravi, da smo Slovenci zelo malo zadolženi v primerjavi z Evropejci. Tako da, lufta je še, gremo jim prodajati. Ampak to zadolževanje za počitnice, to je pa smrtni greh, dobesedno. Jaz mislim, da dajmo ohraniti, če imamo prednost v temu, pa spet to imamo zaradi ene zgodovinske stvari, ker smo imeli Jazbinškove zakone, pa je ogromno ljudi v Sloveniji dobilo nepremičnine po zelo ugodnem, pa se niso rabili zadolžiti, tako da spet to ni mentalitetno, to je spet zaradi neke specifike. Če ne bi bili tam, če večino ljudi v Sloveniji ne večina, velik del ljudi je dobilo nepremičnino lahko ugodno, ne vsi, da me ne bo zdaj kdo narobe razumel, ampak če tega ne bi bilo, bi bila zagotovo v Sloveniji zadolženost velika, naša narava ni nič drugačna od drugih, in mislim, da bi enako to šlo in bo šlo gor, tudi vidimo zdaj boom potrošniških posojil, to se bo nadaljevalo in če na mladih ne začnemo, da vse njih v bistvu obvarujemo tega, bo pač samo slabše. In to je problem, ker če si ti zadolžen, ne moreš vračevati. Seveda prvo svoj dolg sprav pod kontrolo,
če ti nič ne ostane vsak mesec, pa si v minusu, kako bo tak človek sploh razmišljal o finančni neodvisnosti. Ne? Tako da tle se mi zdi glavno, da se ljudi najprej overuje z znanjem, z izobraževanjem, z regulacijo tudi, da ne zapadejo preveliko to in da se po drugi strani alternativa finančne neodvisnosti predstavi in da v bistvu se jih izobrazi, da sami pol grejo na to pot. Tukaj pa mislim, da lahko v družinah naredimo največ, v gospodinstvu. Jaz mislim, da gledam po svojih otrocih, gledaš po drugih. Tudi mogoče, ko gledaš svoje prijatelje, pa to vidiš. En je malo bolj nagnjen k varčevanju, neki osebnostni tip se mi zdi največje pa okolje družina. Večinoma tisti, ki je prišel iz družine, ki so samo trošili, bo tudi on trošil, ker pač ni videl drugega vzora. Tisti, ki je prišel iz malo bolj šparovne družine, mislim, da največ lahko naredimo pri svojih otrocih, kako jih izobrazimo na temu, da se z njimi pogovarjaš o denarju pa tako dalje. Problem je, ja, to je vse prav, lepo in prav, ampak problem je, da se starši v bistvu težko pogovarjajo o denarju in upravljanju denarja, če tega znanja tudi sami nimajo. To je največji problem, ki ga jaz opažam pri mladih. Ne morejo dobiti tega znanja, ne doma, ne v šoli, ne nekjer. Ja, absolutno. Saj že, ker v šoli bil, učitelji niso finančno izobraženi, kako bojo oni izobraževali druge, in tako dalje. Absolutno. To so vsebine, ki bi mogli pri mladih biti od osnovne šole, lahko že od vrtca naprej, nek osnovni money management, pa ne v smislu, v kjer delnice boš investiral, v smislu, da ko greš v trgovino, nekaj stane, nekdo mu je zaslužiti, delaš, kaj je pokoj. Jaz sem se probal z otroci že od malih let ukvarjati pa samo da malo osnovne koncepte razumejo. Vse jih ne usmerjam v neke detalje, ampak nek osnovni feeling o tem, ne pa da, dajmo se ne ukvarjati s tem, seveda. To je lažje, večina pol pač se seveda o tem ne pogovarja. Je pa res, ko jaz predavam po teh šolah, čisto odvisno od obdobja, kdaj grem. Recimo takrat, ko je bila ful povišana inflacija, takrat je bilo grozno. Takrat so mladi čutili bolečino inflacije, dobesedno tudi v lastnem žepu, in vem, da je bilo zelo emocionalni izpadi so bili na eni šoli, ker sem bila, enostavno bilo je preveč za njih. Tako da to so čutili tudi danes, recimo me presenetili, da na drugo mesto so postavili inflacijo. Zakaj? Mogoče so še nekako od tistega obdobja. Velika je bila, zdaj v zadnjem času, prej pa praktično ni bilo kaj dolgo in so vsi pozabili, da to sploh obstaja. Mladi do zadnjih nekaj let sploh niso vedeli. To je nekaj, o čemer so brali, niso pa preprosto sploh tega vedeli, niti razumeli. In tudi stari se vidimo, ko nekaj časa mine, nekaj pozabi, tako kot smo zdaj v nekih novih, v bistvu pozabiš, tudi balkanske delnice so že počele, dolgo je ne nazaj, zdaj je tudi vse zelo visoko in vsi, če kaj omeniš, izpadeš kot stari dinozaver, ki pa nima pojma, in rekel pač te stvari vedno gre v ciklih. Osebna izkušnja je zelo vredna, da kdaj na grablje stopiš, da si kdaj imel kakšno delnico rafinerije, Bosanski Brod in kaj podobnega. To so neprecenljive lekcije, ki če nisi izkusil. Kakšno slovensko delnico pa se tudi ni dobro končalo, recimo na KBM. Tudi, ali pa certifikate in podobno. Ampak danes razlagati nekomu, ki tega ni imel, niti slučajno ne bo čutil povezave s tabo in si bo on sam pri sebi mislil, ta sploh ne ve, o čem govori. In ta osebna izkušnja je nujna. Zato pa se mi zdi treba mladim, da kontrolirajo, sami izkusijo kaj na svoji koži, seveda kontrolirano, omejeno, in da jim čim več v bistvu deli z njimi. To je ogromno, kar delate, oziroma podcaste in vse podobne vsebine. Mislite, zdaj, kar se tega tiče, gre malo na bolje, ker je od interneta in tega malo, bom rekel, odprl, demokratiziral tudi te kanale, da niso bili samo v vlogi 2-3 medijev, ki so kontrolirano spuščali dotok informacij, ali pa nekih javnih kanalov, je nujno, tako kot forumi, Sci-Fi je v bistvu zaživel z vzponom interneta, knjige, forumi, in je v bistvu to internet omogočil delno, najprej knjige, potem pa internet tudi razmah te mentalitete, če smo iskreni. To je res. Pozitivno. Tudi, kot človek, ki 20 let dela v medijih, ti pa lahko tudi povem, pač ti jahaš val. Kot urednik, kot novinar jahaš val, ker veš, kaj se bo klikal. In veš, da če nagovarjaš čustva, bodi se to strah ali pohlep,
veš, da boš dobil klike in več naročnin. Tako da danes, ne vem, jaz si ne znam predstavljati, da bi nekateri mediji, finančni, se jih ni veliko v Sloveniji, da bi nagovarjali oziroma opozarjali potencial, ali se napihuje balon na slovenskem trgu. Poglejte, kakšne so valuacije, poglejte, koliko so zrasli tečaji, a se lahko zgodi, da bodo tečaji upadali, v katerih primerih bi tečaji lahko upadali. Ko vse raste, ko vse cveti, takrat ni čas za to, da bi ti opozarjal, ker te nihče ne sliši. To ne bo nihče kupil, po domače povedano. Je pa še vedno treba. Jaz mislim, da tudi na dolgi rok ljudje si seveda pol zapomnejo tistega, ki pa je, oziroma ki je, bom rekel, svojo špuro držal ves čas. Tudi če pogledamo zgodovino slovenskih družb za upravljanje pa celega trga, vemo, da smo imeli spektre od divjih do mena, in nekaterih ni več danes z nami, nekateri pa še so. Tako da jaz sem pred kratkim imela epizodo z Brankom Železnikom, ki je takrat imel na TV Paprika oddajo o balkanskih naložbah. Tako da že takrat ko je bil hype, se je res hypal na polno, tako kot se zdaj hypa. Tako da, v glavnem, meni se zdi prav, da se opozarja tudi na potencialne nevarnosti na trgu, kjerkoli že smo. A greva mogoče samo še malo se dotakniti tega FIRE, ker to je kar precej med mladimi nekako je ideja, si želijo v bistvu doseči neko finančno svobodo, zato da bodo potem delali karkoli pa če želijo početi. Tudi konec koncev, jaz sem zagovornik tega, da je treba poskrbeti za te stvari, zato da lahko svobodno živiš svoje življenje, ker zdaj smo mi ujetniki nekih kreditov, nekih obveznosti in enostavno ne moreš živeti tako, kot želiš živeti. Tako, se veš, kaj pravijo, najbolj poslušen zaposlen je tisti, ki ima 200 evrov kredita. In to je poslušen, tih in ubogljiv zaposlen. In v bistvu zaradi tega, ravno tako kot si rekla, da lahko delamo, kar si želimo, in pa bomo tisto dela lahko zagotovo boljše, je fajn, da smo kar se da finančno neodvisni. Seveda je tukaj veliko faktorjev, kaj že imaš, od tega, kako si rojen, do neke osnove, ki ti jo dajo, ali starši, od izobrazbe, do lahko komu finančno pomagajo. Ampak glavno je po mojem, da se zavedaš tega, absolutno super poslanstvo, da se k temu stremi. Mislim, da ogromno več verjetno skozi kot pri varčevanju pa pri investiranju lahko narediš na odhodkovni strani, koliko in zakaj trošiš, to se mi zdi je tudi zelo pomemben del, koliko zakaj trošiš, pa nisem za nek asketski slog življenja, ampak da ko trošiš pomisli, kaj zakaj, če ti kaj veliko pomeni, ok, umeja, ampak do ene meje, a res rabiš 100 rekelcev, pa to, tle se mi zdi je ogromno lufta, ki ga lahko dobiš, da izbiraš neke pametne ponudbe, da nekako probaš živeti v svojih zmožnosti in seveda, mislim, da je pa bottom line te filozofije, konc meseca ti mora nekaj ostati, oziroma na začetku, ne čakati na konc meseca, prej se moraš odločiti, koliko dati na stran in v bistvu probati ene te, bom rekel, vedenske mehanizme v svojo korist, izkoristiti, danes ti veliko, v bistvu imaš ponudnike, ki ti omogočajo, da vnaprej, meni se že trajnik je eno odlično orodje, da vnaprej daš neko vsoto, ker če čakaš na konc meseca, koliko ti bo ostalo, seveda nikoli ne bo nič ostalo, vnaprej trajnik, dati vnaprej določen procent svojega denarja in ga pač dati v neke produkte, ki so namenjeni dolgoročnemu. Zdaj, koliko želiš dati, koliko si zmožen, začni z neko številko, potem jo pa probaj pač časom podvigovati. Mislim, da je zelo dobra ideja, ki sta imela Thaler pa Benaci, da v bistvu vsako povišico, ki dobiš, da je en delček. Ko ti plačo povišajo, takoj povečaj svoj trajnik za prihranke. Ampak to isti mesec in tako dalje. To moraš res delati disciplinirano, redno in s časom pol vidiš, pride efekta. To so vse da avtomatizirati in sploh se ne rabiš s tem ukvarjati. Takoj, ko dobiš plačo, gre 10-20% v investicije in to je to. Sploh se tega ne dotikaš. Nekje sem brala, poslušala, ne vem, da tisti, kdo je največ denarja ustvaril v nekem daljšem časovnem obdobju, tisti, ki so umrli in tisti, ki v bistvu so pozabili, da imajo denar na varčevalnem oziroma investicijskem računu. Ker drugače ta šum, ta hrup iz vse pa vsod, a greš na TikTok, a greš na kavo, a greš k frizerju, nima veze, ta hrup, ki te bombardira folk z nekimi informacijami, te nekako sili v neke premike.
v neke nakupe, prodaje, karkoli. Ne? Tako, mislim, da je bolezen današnjega časa preveč uma, preveč informacij in avtomatiziraj to varčevanje, da se ti takoj avtomatsko, tako se rekla, zdaj imaš od tajnika do ponudnika, ki ti vse to ne naredijo, avtomatizirati, ne ukvarjati se s tem, enako mislim, da gre glede naložbe, kam investiraš, ne preveč sploh podrobno spremljati, ne iskati vročih zgodb, dnevnik, vsej, to ni finančni nasvet, moja osebna filozofija, čim bolj dolgočasen, set it and forget it, pravijo Američani, in pač to je to. In potem se ne rabiš dnevno stresirati glede tečajev, dnevno. Če jaz vračujem že čez 30 let nazaj, mene res ne zanima, je danes Krka toka ali je toka, je Tesla, to me niti najmanj ne zanima, ne? In v bistvu škoda toliko svojega življenja posvečati enim stvarem, ki na koncu vemo na bottom line, vemo, da tisti, ki dnevno trada, bo imel na koncu manj kot tisti, ki pač vlaga konstantno v neke razpršene naložbe. In preprosto velika aktivnost je v korist samo brokerjev, ki provizije dobivajo, pa čisto nobenemu drugemu, pa ti se boš mogoče dobro počutil, ker ti to postane kot nek hobi, bottom line boš imel manj, to je zdaj pač dokazano, oziroma lahko tudi opica tiste gumbe pritiska, pa je efekt lahko čisti random, Se pravi, pač s tem stvarem, mogoče to, kar si rekla, sploh ni treba posvečati toliko časa, kot ljudje mislijo. Investiranje je lahko zelo časovno nezahtevno, avtomatiziraš ga in preprosto pač pozabiš na to in spomni se, ko lahko dobiš dediščino, lahko mislim, da smo enkrat računali, zdaj so mi šle številke z glave, recimo, da dobiš neko dediščino. Če daš ti samo danes za tvoje otroke, za tvojega sina, 15 €, recimo, da dobiš 50 000 € dediščine, da daš za vsakega otroka danes 20 € investiraš in da bo to za njih 65 let investirano, pa to ono da rešeno. A te lahko povem, jaz za moje otroke varčujem od njunega rojstva. In ona dva sta oba investirana že od rojstva. Tudi recimo, moj starejši sin zdaj sam tudi investira. Na 18 let, ki je star, je odprl trgovalni račun in investira. Tudi mlajši sin investira, se zelo veliko pogovarja o investicijah. Tako da jaz sem drugače pristaš tega, da začneš takoj varčevati za otroka in mu tako na tak način pomagaš do prvega stanovanja. Zakaj se starši in cele družine o širše ožje morajo zadolževati, zato da pomagajo otroku do prvega stanovanja, ali ker nimajo privarčevanih lastnih sredstev. Težko je, ker pač cela družina mora kredit vzeti, se pravi, in otrok in starši oziroma oče, mama, babice, tete, ne vem kdo še vse živo, mora posojilo vzeti za to, da si lahko kupijo stanovanje. Tako, predvsem, tako kot si rekla, svoboda je, če si ti finančno brezskrben, svoboda je, tudi vemo, v zdravju se ti lahko marsikaj zgodi, pa boš mogel pač plačati neko vsoto, da si boš odpravil nek problem, Pravi, finančna svoboda... Ti si rekel, kdo si je sodelavka, koliko je mogla iti na operacijo? Koliko je 6 000 €? 6 000 €. No, zdaj pa pazi, zdaj si pa ti v penziji, star si, ne vem, 80 let, rabiš nov koliko. Ko si ti v penziji 80 let star, 3 leta je ogromno. Zdaj pa, če imaš teh 6 €, valjda, da boš šel v zasebniku, da ti zameni. Oziroma, sodelavci smo si hitro malo preračunali, že ko se upokojiš, rabiš 30 do 50 tisoč € denarja, če nimaš posebne smole. Če gledaš 2 kolka, 12 tisoč €, implantanti 10 do 15 tisoč €, pa še malo rezerve, pa si na 30 tisoč €, brez da imaš neko zdravstveno smolo ali pa karkoli. In tega ti že trenutni... Kolki, zobe, slušni aparat. Tako. In tega ti javni sistem že danes ne pokrije, kaj čez 30. To je danes realnost in sodelavka je bila čez noč soočena z tem, ali čaka 2 leti ob bolečini, da praktično ni mogla funkcionirati. Takrat postane tako kruto, ko na sebi lahko to izkusiš. Kredita niti ne boš več dobil, ker si star, ne si upokojen. Rabiš denar ali pa čakaj. In jaz sem prepričan, da je v Sloveniji ogromno ljudi, ki trpi v bolečinah, ampak to je tista tiha mašina, ki bo tudi kruh pa skorjo jedla, če bo treba, pa vodo pila, ker pač preprosto niti se ne bo oglasila, ne bo miloščino vzela, ker je počastjo, ki se pravi v neki bedi živi, ne zato, ker je bila sama kriva. Ni ji nobeden iskreno povedal, da bi mogla kaj vračevati, niti se ji ni sistemsko pomagalo, da bi si ustvarila neke prihranke. In mislim, da sistemu je prvo povedati, kje so njegove meje, da je to zelo odgovorno, transparentno, in potem ljudem omogočati, da sami, ob pomoči delodajalcev, pa sami si nekaj ustvarjajo. To je vse, ne more pa sistem pokriti vsega, neodgovorno je govoriti, da bo vse pokril in potem pač ljudi pustiti. Saj nisem za pretiran paternalizem. Sam
najprej povedati, naše meje so do tam, potem pa dati nek zakonodajni okvir, da se lahko produkti, da lahko zaživijo stebri, produkti, privatni sektor, seveda ga kontroliraj, ampak tisto glavno, big picture, do ene meje, ker se mi v Sloveniji dostakrat gremo v stavke, pa v neke tekste, big picture pa pozabimo. No. Ja, imaš prav, ja. Mogoče samo še to, jaz vsak bi rad varno pa lepo živel v pokoju. Čisto vsak človek. Če ga boš vprašala na ulici, seveda si vsak želi varnosti. Ampak kako pride do temo, pa tako, kot si rekla, informacij drugih teh, ki te zmotijo, je milijon, kup si nov avto, uno, tretje in preprosto ljudje kljub dobrim namenom, se pravi, pokupko je tlakovana z dobrimi nameni, to je čisto prevečevanje. Ljudje si vsi to želimo. Sam pride do tega, vemo, da je težko. Vsak od škrtenci del, da ne porabiti, je težko. Eni smo malo bolj škrti po naravi, eni ne, ampak zelo je težko. In pomagati ljudem pri tem, to mogla biti en od number one mišna države. In govoriva izobraževanje, ampak je težko. Hočem reči, vrčevati je težko, sploh v teh časih. Izjemno, izjemno, izjemno težko. Zaradi teh skušnjav, ki te z vseh skušnjav v družbi je, večji avto imaš, boljši si, uspešen si, se pravi, družba, večji del, pust recimo eno skupnost, ali pa bojko poslušalci tega podcasta so zagotovo bolj naravnani k nekim drugim lahko vrednotam, ampak v splošni javnosti je vtis, večji si, bolj bleščeč, več oblek minaš, pač boljši, lepši si, telefon za jure pa pol evrov, ne? Ne, jaz tako tudi slišim dostakrat komentar v smislu, jaz bom zdaj maksimalno dobro živel. Tudi tako, Dolce Vita, FOMO, YOLO in podobne stvari. In seveda v zadnji seveda to spodbuja podjetja, ki prodajajo produkte, ki danes živijo. Ok, čisto razumeš njih, ampak v zadnji seveda je treba pa to do ene meje zamejiti, pa ljudem pač enostavno povedati, pa se mi zdi predvsem pomagati in pri tem. Ljudem je težko in vedno težje bo. Ljudje imajo skozi občutek, da nekaj zamujajo, denar je omejen, tako kot se je rekla, stroški življenjske rastejo, dogaja se bo skozi tega srednjega razreda, ki bo imel še manj, in bo pač predvsem kruto. Mogoče tole, sem rekel že, ko si me vprašala, če bi prišel na podcast, sem se spomnil enega ogličnega citata iz ene knjige, danes zjutraj sem moral hitro prebrati, da sem se spomnil točnega, ki pokaže, koliko dolg nazaj v zgodovini so se ljudje že ukvarjali z tem, da bi si zagotovili varno upokojitev. Primer je iz ene dobre knjige, mislim, da je William Gatsman, Money Changes Everything. Super knjiga o zgodovini denarja, financ od Panteveka naprej in je dober primer iz Babilona. So najdel zapise tekstov v pač tistem njihovem jeziku, so jih prevedeli in so najdel tekst pogodbe, za katero je ena gospa 2000 let pred našim štetjem posvojila eno osebo, recimo ji Anico, v zameno ona jo je posvojila in je predala vse svoje posesti, premoženje, hišo in polja, ki jo je imela, v zameno, da jo bo ona preživljala do konca njenega življenja. Se pravi, z posvojitvijo in prenosom lastništva in istočasno si je zagotovila, mislim, da se reče usufrukt, se pravi pravico do preživetja, si je ta oseba zagotovila 2000 let pred našim štetjem varno življenje v starosti. Se pravi, je nekako uspela s finančno-pravnim inštrumentom svoje premoženje kanalizirati v nek prihodek, da bo. Se pravi, želja, že ko so verjetno ljudje živeli v jami, je hotel, ko ne bo več mogel loviti mamuta, da bo umrl. In to si vsi želimo. Na sistemu, na državi je samo, da vzpostavi sistem, da je to lahko, varno za ljudi, potem pa je to. Pa komunicirati iskreno, kaj lahko nek sistem zagotovi ljudem. Mislim, da s tem bomo naredili največ. Zdaj, ko omenjaš Babilon, moj sin, ki je šel ravno na tabor, sem dala knjigo The Richest Man in Babylon. Najbogatejši človek v Babilonu, ki v bistvu ima kar tudi nekaj zelo pomembnih lekcij. Ena od teh je tudi, da pač, če boš ti kot posameznik dobro živel, bo tudi država dobro živela. Tako, pa predvsem, da je to želja vseh od nas. Tako, ko vsi želimo biti varni, zdravi, vsi želimo biti v času, ko ne bomo mogli aktivno delati, ali pa si želimo prej nehati delati tako, ne pa pač delati kaj drugega, da pač bomo, pa zato bomo pač rabili denar. Že z otroci se začne, ko hodijo neko plišasto igračo, pa jih imajo že 20, je na tebi na staršu, da se pač pogojiš, a si to želiš, imaš jih že toliko, to stane 20 evrov. Najlažje je reči, ja, kupim ti jo, evo, instant zadovoljstvo, otrok je vesel, ti imaš 5 minut mir
in to je to. Ampak to je lahka pot, ker bo on isto potem ponavljal celo svoje življenje. Tako da mislim, da že, če pač pri otrocih kiksneš, je zelo, zelo, zelo težko pri 40 letih spremeniti svoje navade, če si od enega leta navajen, da vse tvoje potrebe se zadovoljijo instantno. Ni pa nemogoče. No. Ni. A gremo mogoče na hitro doskočiti tudi zdaj na umetno inteligenco. OECD je, mislim, da objavil podatek, da do 2035 lahko avtomatizacija nadomesti od 14 do 30% delovnih mest, manj delavcev, manj prispevkov. Kako misliš, da bi potencialno to lahko vplivalo na pokojninsko blagajno? Prej si omenjal, da bi lahko tisti, ki so večji plačniki, zapuščali državo oziroma iskali neke obvode. Konec koncev umetna inteligenca pa tudi optimizira stroške poslovanja podjetij. Konec koncev tudi, recimo, če pogledajo sektor upravljanja premoženja, tudi tukaj se da zelo veliko denarja prihraniti ravno z umetno inteligenco, tudi v medijih, recimo, tudi, so veliki možni prihranki. Kako gledaš, da bi lahko umetna inteligenca vplivala na prihodnost pokojninskega sistema? Jaz osebno mislim, da bojo vseeno te ljudje, ena dela se bojo avtomatizirala, tako kot se že zadnjih 100-150 let, po drugi strani bojo pa te ljudje delali nekaj drugega. Tako da mislim, da ne bomo prišli do situacije, da bi vse delal pač algoritmi, pa bomo drugi ob strani stali, pa bomo mogli dobivati nek univerzalni dohodek od države ali pa kaj takega. Ne? Tako da mislim, da avtomatizirala se bojo delovna mesta, ki v enem delu že danes niso tako zanimiva, so bolj birokratska, pa se bojo te ljudje sprostili, da bojo delali kaj bolj drugega, kaj bolj mogoče vsebinskega, kakovostnega. Recimo, če gledam na primer naše firme, se seveda ogromno avtomatizira, ampak se te ljudje, ki se sproščajo, posvečajo bolj vsebinskim pogovorom z varčevalcem in tako dalje, avtomatiziramo pa kar se da v back officeu. Tako da verjetno bo tudi čez 5 let nas bo prej več kot pa manj, ker vidimo pa, da je ta del še toliko bolj zahteven, kjer pa v enem delu še vedno rabiš človeka. Tako da mislim, da absolutno se bojo deli sproščali, ampak da bojo te ljudje najdeli mogoče druga dela vloge, ki jih mogoče danes še ne vemo, kaj bojo. Tako da mislim, da ne bo prišlo do poplave ljudi, da ne bi imeli kaj delati, pa potem bi bilo seveda manj prispevkov v pokojninsko blagajno, to bi bil velik izziv, ampak mislim, da ta avtomatizacija, ti ljudje bojo delali nekaj drugega. 14-30% delovnih mest bo avtomatizacija nadomestila. Absolutno, če grem, pa nas smo imeli že do nedavnega referentke, ki so delale, neke stvari, ki jih zdaj z klikom naredi sistem. Ampak teh ljudi nismo odpustili, pa da so one zdaj brez službe. Te osebe pri nas delajo nekaj drugega. Tako, če gledamo globalno, trenutno je pomanjkanje delovne sile v celi zahodni Evropi, na vsemu. Tako da jaz mislim, da tudi že zdaj, če gledamo, v Sloveniji je danes pomanjkanje delovne sile, pa ni ogromno velikih tovarn, oziroma že te tovarne so se avtomatizirale ogromno. Pa še vedno je pomanjkanje delovne sile. In ravno zaradi tega, ker bojo delodajalci iskali neke stroškovne optimizacijo, se zna zgoditi, da dejansko bodo tudi prišlo do kakšnega odpuščanja. Jaz mislim, da bojo najdel delo druge. Ker je se pravi, prispevki se bojo vplačevali in umetna inteligenca po tvojem mnenju ne bo nikakor vplivala na pokojninski sistem? Po mojem mnenju bojo te ljudje najdel drugo. Seveda, če bi se izkazali drugače, bo pač problem, ker prvi steber temelji na prispevkih zaposlenih ljudi, enako pri migracijah, zdaj dosti teh scenarijev populacije prebivalstva v bistvu v Zahodu zdaj rešujemo z migracijami. Vprašanje, ki je mogoče bolj na mesto zame kot tale z AI-jem je, a bo migrantska delovna sila plačevala prispevke in kakšne bo in koliko drugih koristi bo imela iz drugih sistemov, se pravi, a bo neto na ravni sistema plus ali bo minus. To je vprašanje, po mojem bolj relevantno. Ali bojo ostali tukaj, ali bo šli drugam, če bo ostal tukaj, koliko bo iz drugih sistemov dobil, ali bo končni efekt sploh pozitiven. Če gledamo iz tega, da rečemo, migranti bodo rešili slovenski pokojninski sistem v enem delu. To je mogoče bolj na mestu vprašanje že za naslednje obdobje. Da bomo spet pogledali na raven celotnih blagajn, koliko te ljudje ostanejo tukaj, koliko jih dobi sistema, pa seveda se tudi imamo Slovence, ki dobijo več iz sistema, kot dajo. Hočem samo govoriti, da se ne zanašamo nujno na eno predpostavko, da bo migrantska delovna sila
našo staro nadomestila in da bo veselo tukaj samo plačevala prispevke in da bomo od njih lepo mi živeli z enakimi ugodnostmi, kot smo jih imeli. Kako naj zdaj recimo en 25-letnik ali pa 45-letnik razmišlja o pokojnini? Jaz bi rekel, absolutno lahko razmišlja o tem, da prvo, da si sam samo predstavlja, kako deluje ta sistem. To je odlično, da si vzame, da gre na eno delavnico, na gre na finančno šolo, na bootcamp, kako da mu nekdo enostavno, plastično pove, da bo sam imel pravo predstavo, kakšen je javni pokojninski sistem. Kot drugo, mislim, da lahko tudi za čez 30, 40, 50 let računa, da nekaj bo dobil iz tega sistema. Manj kot danes, ampak nekaj bo dobil. In da lahko participira v njemu. Jaz mislim, da je tudi za mlade pomembno, da vejo, v čem participirajo, da ne bojo dobili to, kot so njihovi detki ali pa mame, ampak da nekaj bojo dobili in da v bistvu ve, kaj plačujejo. Absolutno pa poleg tega, da ve, da bo njegova finančna situacija, ko bo on prišel do upokojitve, še veliko bolj zaostrena, kot je pa za zdajšnje ali pa za prejšnje generacije, in da že danes jo sečemo vsem čez palcem 10%, da je za svojo pokojnino na stran, pa še nekaj za nujne čase, pa še nekaj spav. Nekih 10% dohodka najmanj je štart namensko za pokoj, potem pa lahko rečeva še nadaljnih 10% pa za druge namene, za svojo varno mrežo in tako dalje. Pa v osnovi je treba povedati mlademu, od prve plače takoj trajnik odpriva, če bi moj sin, bi z njim šel trajnik odpri, takoj prvi dan in to je to. In mu povedati, da si bo mogel sam nekaj zagotoviti in tudi, da si hoče sam nekaj zagotoviti, ker hoče biti sam gospodar svoje usode, ne rabi žicati kredita, tako kot dajmo, sam, ti mu pa seveda, da je to tvoj otrok, mu seveda pri tem pomagaš mu, da zgled, ampak prvo sam avtomatsko od prve plače daj nekaj na stran. In živi v svojih mejah. Se pravi, na tem delu tudi povezati odhodke. Ja, jaz se s tem strinjam. To mislim, da je najboljši recept za to, da bo otrok tudi ne bo doživljal tega finančnega stresa potem, ko se bo odločal za nakup stanovanja ali konec koncev tudi za penzijo. Oziroma moramo tudi še razlagati zgodbe. Mladi gledajo, vidijo avte, rumene, športne, jim razlagati in povedati. Se mi zdi, na takih zgodbah jim najbolj povedati neke klasične primere, oziroma kaj mogoče je sreča, kaj je te malo tudi širše koncepte in probati ucepati. Ja, mladi so zelo so različni. Če boš predaval v Ljubljani, avto ni na prioriteta. Če greš izven Ljubljane, je pa avto ena izmed prioritet. Recimo, jaz sem videl zdaj pri sinu, ki je v tej, jaz pravim, MTB faza, mountain bike faza, sošolec je dobil novo kolo za 1300 €, downhill, gledam kolo za 3000 € in na koncu smo mu kupili rabljeno kolo z Bolhe za 300 €, ker ga bo pač prerasel v enem letu in za trenuten čas mu več kot zadostuje in sem mu razložil, zakaj je po mojem nesmiselno v tej fazi, ki je on, ki bo zelo še raste in menjaval kolesa, zakaj se meni zdi kot staršu nesmiselno, da toliko denarja za neko stvar, lahko da zdaj toliko, da bo dobil več kot dovolj dobro kolo za njegove trenutne potrebe, ko bo pa on enkrat večji, pa če mu bo to veliko pomenil, pa seveda ni nič narobe, da daš nek večji denar, seveda v mejah, za neko stvar, ki ti veliko srečo prenaša, ampak to boš mogel delati omejeno, ne spet za 5 hobijev, ki ti vsi srečo prenašajo. Se pravi, mislim, da pri teh stvarih jim lahko daš neke lekcije, pa ne glede, in pa bo tudi, če ima 5 sošolcev nova kolesa za 1500 €, mu moš pa ti jasno, ponosno, ne da te sam povedati, ne, ti pa boš imel 300 in mu razložiti, in bo on v njim povedal, ja, jaz sem pa tazga kupil in to je normalno. A veš, kaj hočem? Ja, ne, da si ti čuden, pa te je sram, pa si tiho. Boš povedal, ne, jaz lahko, ampak jaz nočem, ker se meni zdi neumno, kaj ti delaš. Se mi zdi pa, dosti, kad smo pa taki ljudi tiho, pa jih je še koga sram. Ne, ti moš absolutno povedati, to, kar si ti naredil, je neumnost, jaz bi jih lahko, ampak nočem, ker je tako, kot si rekla, to smart. Ne, to je tako kot pri rabljenih oziroma novih avtomobilih.
to nov avto, ki ga zapelješ na cesto, zgubi 30-40% na vrednosti v roku parih let. Ne? Se pravi, zakaj bi kupil nov avto, zakaj ne nekdo drugi prevzame ta del stroška? Amortizacije. Ja, amortizacijo, seveda. Ti boš pa pol kupil amortiziran avto po 2-3 letih. Kaj je problem? Ampak ključ je, da to na glas poveš, da poveš otroku, da poveš družbi, v kateri si. A pa prosto rečeš, meni se zdi pa to preveč. Hočem reči, tega nas je večinoma sram povedati, večinoma se ne pove in potem v gostilni ostanejo tisti ta glasni, ki pa čez 3 leta ostane brez denarja. To hočem povedati in to sploh vidim pri mladih, pa te vzori, to je treba povedati, mi moramo povedati in ta mentaliteta, ne bom rekel fire, oziroma neke skromne, neke zmernosti v življenju se mi zdi, mora biti malo bolj glasna, ker se mi zdi, da je ravno noro tam, kjer smo, da ti bo en s ponosom rekel, da je vzel kredit za počitnice in da si skoraj ti neumen, ki ne, pa vmes jolo, pa podobno, ti moraš tudi povedati, super, ti delaj, kar bo, meni se to pa res ne zdi smiselno in svoje podučiti, da ne bojo istih neumnosti delali. Ja, jaz se s tem strinjam, ja. Govoriti in biti glasen, da tako izven, bolj ko greš v manjša mesta, vasi, je ta statusni simbol, avto, lepa fasada, lep urejen vrt, to je tisto, kar v bistvu je zelo pomembno. Kaj bojo sosedi rekli, ne? Tako, sej se peleš kolesom po slovenski deželi, in vidiš kovane ograje, rolovrata, lepi avti, solarne na strehah in sem pripričan tudi za velik uspeh solar, ki je bil, ker se jih da na strehu, ki jih vsi vidijo, je bil tudi velik faktor, da je ta del šel. Zagotovo več kot prihranek pri elektriki. Ker je spet neka stvar, ki jo okolica vidi, ampak spet, ker vrednotimo uspeh ljudi po tem, kaj pokažejo. Se pravi, če bi ga po čem drugem, Zadnjič na predavanju na tem bootcampu sem povedala, navedla nekaj primerov, recimo nek multimilionar, ki je zadev, na loteriji zadev več 30-300 milijonov ali koliko, ne vem, denarja, in je ta denar v roku 5 let sfučkal. On si je kupil recimo Lambota in se je vozil po tisti vasi in je metal denar skozi okno, recimo. Pa imaš pa enega Marka Zuckerberga, ki je skozi oblečen v tisti siv t-shirt pa tiste hlače, pa menda za vsakodnevne potrebe uporablja nek Toyotin avto, nek dosti relativno tak, ni upadljiv, ampak ja, ima pa tudi jahto, pa super avto, pa vse živo, ampak tako za vsak dan uporablja tam en avto, Toyota, ne vem kjer, to slikali so ga z njim, Tako da, ne vem, zdaj to vse stvar tega tudi moje, kako si bil vzgojena, Veš, kako je bil tisti nogometaš angleški George Best, ki mislim, da je rekel, I spent all my money on birds, fast cars and booze, the rest I squandered. Drugo je pa za neumnosti zapravo, tisto niso bile neumnosti. Tle je ogromno, koliko imaš idoli. No tudi recimo, jaz sem enkrat, mislim, da je en članek napisal že dolgo nazaj o temu, kako te športniki, nogometaši, košarkaši bankrotirajo hitro. So tudi vzorniki, in takrat na unih člankom je dosta ljudi ima zelo negativno mnenje, ker pa sem preprosto povedal, statistika, mislim, da po teh Euroligah bankrotirajo v povprečju po 3 letih, v NBA-ju po 5 letih, in to so idoli mladih, in večinoma se oni finančno obnašajo totalno neumno in to je treba povedati. Hočeš, idoli so lahko v enem športnem smislu, imaš tudi kakšne svetle zvezde, ki živijo bolj skromno oziroma so bolj poslovni, te je treba izpostaviti. Za une pa treba zraven povedati, naj to ne bo tvoj idol v vseh vidikih življenja, ker živi zelo neumno. Tudi tukaj v bistvu že se gre. Mladi ima enega športnega idola, se obnaša finančno zelo neumno, to ni nek dober vzor. Tako da zame tudi večinoma te športniki pa to niso neki posebej dobri idoli, ker pač zelo velika večina zelo slabo dela in z denarjem in z drugim svojim življenjem. Je pa res, da se je zdaj zelo veliko spremenil v NBA ligi, ker morajo pa opraviti test finančne pismenosti, preden dobijo ta milijonski ček, ker nekateri prihajajo dobesedno iz geta, in ko dobijo ta milijonski ček, se jim zmeša, tako da zdaj menda, da morajo opraviti. Mislim, da celo liga ima zdaj svojo pokojninsko shemo. Tudi, in mislim, da dobijo nek minimum ven, zato ker si imel pač teh primerov, ki so bili dobesedno klošari na koncu. In tudi za na koncu ligo ni bilo dobro. Tako da so tudi tam videli, da nek sistem rabiš, ki ljudem pomagaš, da dajo nekaj na stran. Če tega sistema ni, večina ljudi ne bo sama od sebe.
zaradi številnih razlogov. Pač ne bo in tukaj se mi zdi ključno. Doskrat slišim pobudo od tih, ki so mogoče malo bolj finančno pismeni, dajte mi bruto plačo, bom jaz sam investiral. Tudi edini. Pri teh seveda se moramo tudi ne biti preveč samozavestni, vsi smo nagnjeni k temu pretiranemu, in tudi vemo, da kdaj je dobro, da tudi tistim, ki znajo strokovno delati, če jim zaupamo na določenih področjih in ne slepo, ampak hočem reči, verjetno, ko te nekaj boli, tudi greš zdravniku, in takrat pač ne boš se potipal, in tako dalje. Se pravi, dajmo tudi malo stroki veljave, oziroma tistim, ki imajo poklic, da se s tem ukvarjajo, seveda skrbno izberi ljudi, vedno razprši, ampak verjetno se nekdo brez veze ukvarja z nečem. Pravni, finančni nasvet v Sloveniji je še zelo nenavadno, da bi kdo plačal, da bi mu nekdo dal finančni nasvet. V tujini je to razvito, predvsem v Ameriki, te family office. Pri nas ljudje večinoma smo sami delali vse, sami smo si pogodbe pisali, sami smo vlagali in tako. Lahko samo za te finančne svetovalce. Problem je to, da so oni vsi pogodbeni sodelavci finančne panoge. Se pravi, razumeš, pol dobi tam eno višjo provizijo pri eni družbi in mislim, ne bo niti transparenten, ni transparenten, ko prodaja produkt. Ni v redu narejen sistem, ni neodvisnih finančnih svetovalcev. Agentski model je seveda ni dober, zato ker motivacija prodajalca, tako kot si rekla, je samo pogojena z njegovo provizijo. Tako da se mi zdi veliko boljše v Ameriki v enem delu, ko je, ne vem, jaz ti dam 1000 evrov, da mi narediš neodvisen finančni načrt, ker ti nisi nikjer udeležen z produkti. Ravno to hočem povedati v Sloveniji, da dobiš neodvisen, vem, da v Sloveniji pač je agentski model, ki je iz zavarovalništva išel, ampak ta, se mi zdi, vrednost bi bila in bi jo mogli v prihodnje iskati, verjetno bo tudi ta trg enkrat zaživel pri nas, ampak prvo ljudje morajo tudi vedeti, ne vem, če hočeš verjetno imeti dobro preverjeno pogodbo za nakup nepremičnine, daj odvetniku 300 evrov, če kupuješ stanovanje za 300 000 evrov. Se pravi, enako tukaj, je vrednost v tem, da dobiš neodvisen nasvet in to moraš tudi seveda plačati. Ja, moč plačati, ja. Tega se mi zdi, pri nas ni zavedanja, zato ker imamo nek drug model in ja, absolutno je tako, kot si opisala. Nas imamo zastopnike, oni zastopajo več družb, lahko tudi konec koncev. Tako. Ok, Žiga, mislim, da sva obdelala, ampak se bo upokojila. Mislim, kdaj seš pa ti upokojila? Nimam nobene številke, tako da delam do nadaljnega. To je to. Mislim, da ključno je, da boš vsak dan se imeti dobro uživati v delu, kar delaš, se imeti tudi dobro v bližnjem kolektivu, tako da jaz zaenkrat vsak dan z veseljem pridem v službo, tako da dokler bo tako, se bom redno upokojil, ali pa ne, to se lahko zelo spremeni, življenje je zelo pestro, ampak do nadaljnega nimam, sam varčujem, da probam biti finančno neodvisen od kot se da, kot mi dopuščajo zmožnosti, imam tudi 2 otroka, varčujem tudi za njiju, in to je to. Tako da nimam neke številke, da bi imel cilj nehati do 50 let ali pa kaj takega. Cilj je biti čim prej finančno neodvisen od kogarkoli in od države in od delodajalca. To je pa to. Tako. Evo, jaz sem pa to dosegla pri 46. Sem bral, tako da čestitke, super. Evo, ampak želim pa delati to, kar delam. To mislim, glavno, da si aktiven in da delaš to, kar ti je všečno. Pogovarjava se midva o penzijah, pogovarjala se bomo o vsem živih stvarih, ki so pomembne za naš žep, konec koncev. Tako. Ful ti hvala za odlično debato. Je pa res, da ta tema o pokojninah je malo bolj obsežna. Sicer se pogovarjava za že 1,5 ure, ampak ne glede na to, mislim, da je še kar nekaj stvari za obdelati, tako da te bom zagotovo še kdaj povabila v podcast, da bova še malo debatirala. Drugič, ko se bo pogovarjala tudi o skladih življenjskega cikla, ker se mi zdi tudi pomembno, da se jih naslovi. Mislim, da je preko 600 000, 700 000 varčevalcev. Čez 600 000 je v drugem stebru, ja. Koliko si rekel, 600? Čez 600 000. Čez 600, to je kar velika številka. Tudi mislim, da je zelo veliko nekega nerazumevanja, nepoznavanja te vsebine, pa tudi zelo veliko nezadovoljstva med aktualnimi varčevalci.
spoznamo, seveda temo podrobno, tako da mogoče sploh, če bo se jo sprejeti spremembe pokojninske zakonodaje, ki bo nekaj novosti tudi tam, bo na začetku naslednjega leta idealen čas, da predstavimo, kaj bo, kaj je in tako, da bomo res podrobnosti, ker tudi mi vidimo, seveda iz prakse, iz stikov vsak dan z varčevalci, ki varčujejo, ogromno nerazumevanja in tukaj je veliko za pojasniti. Absolutno. Tako da. Mi še nadaljujeva. Tako, to be continued. Hvala ti za debato. Hvala.